Dobrodošli v Showcastu. Moje ime je Petra Kalan in vi spremljate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantne vsebine. Danes v moji družbi kar dva izjemna gosta, igralca, pevka in plesalec, taka sončna človeka, ki sta združila moči v posebni komediji s posebno misijo. Kakšna je ta misija in kakšen je bil njun najbolj bizaren razhod, pa bomo povprašali Domna Valiča in Laro Komar. Lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Kako sta, kaj je naporno tele dni, bliža se premiera? Ni naporno, zabavno je. Zabavno? Ja. Ja, še preden smo začeli snemati, res ta en tak dinamičen duo, ne? Koliko časa se že poznata? Wow. A se ti spomniš? Mislim, jaz vem zate že odkar si prišla na akademijo takrat, ne? Ko si bila sprejeta. Ko sem prišla pozdraviti. Ko si prišla sam za 2 tedna malo pozdraviti, na začetku v prvi letnik, po moje je bilo to nekje 2005? 2007, a je bilo 2005? 2,6 mogoče. 2006, ja. Kakšna generacija ali pa 2 za mano, ne? Si prišla. Ja. Tako, ja. Sam potem ni ostala, ker si imela delo obveznosti v bistvu že, ne? Tako, ja. Ker ona je Italijanskem mislila, da teatru. bo ona na akademijo v Ljubljani delala tako malo. Ne, Spotoma. pridem v sredo, pa kdaj v petek, pa malo podelam. Ne, sam toliko si že delala, toliko je bila že v petek, toliko si bila v petek. Tako, v italijanskem gledališču sem začela delati takrat in no, ni šlo skup. Je bilo pa lepo, jaz se pa tebe ne spomnim. Ja, valjda. Pa drugega, jaz se nje spomnim. In koliko so se te poti prepletale v teh 20 letih, no zdaj, ko smo gotovili, da se poznate? Zelo malo. Jaz sem te gledal po moje v eni ali po 2 predstavah v Trstu takrat, ne, ker je takoj zelo hitro sta postala sodelavca z Luko Cimpričem, ki je pa tudi v predstavi Agencija za razhode, ne, smo 3. To je sošolc in ti si ga pač... Moj sošolc Luka Cimprič, ki se Si mu zrihtal vlogo. Tako da, ne, tako. Ne, on se je zaposlil tudi v Trstu in sta bila kolega, zato sem jaz, ko sem prišel v Luka, gledal še potem Laro in 2-krat na odru gledal, potem pa prav nič vse do serije. Do reke ljubezni. Ja, Ja. tako je. In v Reki ljubezni sta imela svojo. Ja, takrat smo prvič skupaj igrala. Ja. Takrat sem končno lahko ji povedal, da sem zaljubljen v njo, ne, preko teksta. In ti se bilo lušno, Ma, super je bilo. 2 sezoni. Ne vem, 4 sezone so bile, po mojem, ti si bil v 3, mogoče? Ne, v 2. in 3. V 2. in Ja. 3. 4. pa si... Ja. Ti si A, bila Irena, si Jaz imela sem bila priimek? Irena. Irena Rot. Aha, Ti si bil Mark? Sotlar. Sotlar. Usodno. Sotlar. Ja. Usodno. In to je to. In potem spet v bistvu od 2018, pa kaj, do zdaj, Do zdaj se nisva videla, ma Ja. sploh ni Od leta srečala. 2018. po Tako. mojem, ja. Pa Mislim, nekje- ne, do zdaj, pred Preden parih ste mesecev. začeli ko smo izvajati. začeli. Ja, tako. ko sva se videla, sem jaz rekla 6 let, on je rekel ne, 7 in isto se zgodi potem v predstavi. Da jaz Ja. kot lik rečem 6 let je minilo, ne, 7. Ne, 7, Aha. ne da štejem, ampak ja. Se malo prepleta Tako. realno življenje z Saj to se imaginarnim. večkrat dogaja, to je neverjetno. Ja. Zdaj, To je- preden se zapodimo, ne, oprosti, ker sem te prekinila v to predstavo, ki jo postavljate na odre, bi pa vseeno prosila, no, za 3 predmete sem vaju prosila, če prineseta, da vaju malo spoznamo skozi te osebne predmete. Kakšne zgodbe nosijo, s kakšnim razlogom sta jih prinesla danes s sabo? Boš začela? A začnem jaz? A gremo eno? Dajmo. Ja? Ja. Dobro. No, jaz sem prinesla predmete, ki sem jih imela tukaj v Ljubljani, ker pač jaz sem v Trstu doma. Če bi bila v Trstu, mogoče bi se za druge odločila, ampak ti so vseeno 3 pomembni predmeti, ker jih imam vedno s sabo. Vedno jaz veliko potujem in moram reči, da ta moj zajček, Koni, je z mano že 40 let in pride z mano povsod. Evo, tako da je prišel tudi v Oprosti, Ljubljano. zajček, ki mu je ime konj. Ne, Koni. Koni. Kako Koni. se reče zajček po italijansko? Daj. Hopinjo, Koniljo. konilj. In zato je to Koni, kot da bi se zaj imenovala, recimo. Lepo. Evo. Kdo ti ga je podaril? Miklavž, Miklavž. Sveti Miklavž, ja. Jaz sem bila stara, to se pravi, ne bom povedala. To sem. Evo, to je Koni. Lepo. Zelo lepo. In ga imaš že res vedno s sabo? Vedno s sabo. Wow. Zadnjič je bila v Rimu, zdaj pa je v Ljubljani. Dobro, se vidim, da mu kaj pri smrčku manjka, pa repa tudi nima več. Ne, to je bilo že tako. Je bilo tako. To je original. Ja, okej. to je original. Konj je poseben. Ja. Lepo. Posebna, Domen? ženska. Pa se upravičujem. Ja. Seveda.
Nič ne me uspe, ne. Nisem sam tako ga ima, pa nisem videl, je ona ali ona. Ampak ja. Moj prvi predmet, bom s tem začel. To je peresnica, puščica, noter pač svinčnik, radirko, vse, kar pač potrebuješ na branih vajah, da tekst, da si dopisuješ, da črtaš kulje in tako. Tu pa piše, zelo slabo, ker se ne vidi več dobro, piše pa Kuba 2009, Macbeth after Shakespeare. To peresnico sem kupil v Havani, na Kubi, ko smo delali z mini teatrom takrat, pa Cankarjevim domom predstavo Macbeth after Shakespeare, ker smo dolg čas igrali. In s to predstavo smo šli in v Havano na Kubo igrati, in v New York, in na olimpijske teatrske igre v Seul. Tu obstajajo olimpijske teatrske? Ja, prav tako. Mislim, da je tako vsakih 5 let to festival. Mi smo bili takrat, po mojem, 2010 ali pa 2011 v Seulu. Jasno, Beograd, Zagreb, Lizbona tudi, mogoče sem še kaj pozabil, ampak prav... Potujoča tudi ta, ne? Tako, vidiš, tako. Sad, da je ta res 16 let, ne, zdaj. 16 let je stara, nekje sem sicer jo malo dušil, ampak tako mi je taka posebna, ker ne samo, da me spomne na Kubo, takrat, ko sem bil prvič, ko pa sem šel še enkrat, ampak zaradi tega, ker je to, me spomne na to predstavo, ki je bila ena izmed prvih predstav, ko sem postal profesionalni igralec, pa ki me je pelala toliko po svetu, ne? New York, Seul, kaj še, Lizbona in tako. In mi je bilo res pri srcu me, no. In vedno je s tabo? Skozi imam v ruzaku, jaz sem ta človek z ruzakom. Vagabund. On je ta marljiv, ko mi igralci na vajah nimamo, ne vem. Cool, ja, imam vedno še kakšen črn, rdeč, modar. Kot kakšen profesor, ne? Ja, za popraviti. Ja, in mi je ljuba. Pa taka fina. Fina je, zelo. Ja, res zanimive predmete nosite sabo vsak dan. A misliš? Ja, Počak, to je prvi. Ne vem. Potem, Lara, Moj drugi, mogoče grem s tem, to je namešanica eteričnih olj, ki jih jaz pripravim. In tega imam s sabo, ker je tak pomirjujoč, tako da zvečer, ko sem v, ne vem, hotelski sobi, se ne počutim prav doma, to malo povoham, se malo namažem. In to po mojem, ker je pomirjujoč, a boš povohal? Dej opiši. Zelo rado. Da bo zaspal, da bo tih. To je tako, a je cvetlično malo? Tudi. Fino je. Po mojem tukaj itak lavanda, pomaranča, ta sladka pomaranča. A boš povohala? Samo da bomo Ilang. zaspali. Ja, ne vem, s čim naj bo zadela zdaj. A ni dobro? Lahko se malo namažeš. Savno na sproščanje. Tako. Je lepo, ne? Tako da to me ovije v nek tak dom, se bolj počutim domače to. In rada delam take stvari, malo štriga, samo se reče štriga. Ki mešam take... To pa nas pomeni... Štriga, kaj pomeni? Prošček v nastrigljenca. A to je štriga? Ja, kako se pa reče čarovnica? Štriga. Ja. Štriga pri meni je čarovnica, ja. Ona je čarovnica. Ampak v dobrem smislu, ne? Ma itak, čarovnice so vse dobre. To pa je vprašanje, če se dobro razumeš. No, priden se zapleteš z besedami. Ja, priden naj začara. Ja, moj drugi, ki spred tako pohvalila predmede, ni nič kaj posebenega. To je zobotrebec. Ampak en tak malo drugačen, ki ima še malo nitke, modern, ampak v prosti. Modern. Je zelo modern. To je nekaj, kar mogoče ne sam igralec, pač kdorkoli, ki pač je vajen ali se pogovarjati z ljudmi, ali nastopati, ali televizija, ali snemanje, ali podcast, ali karkoli, to imam že par let je skozi v ruzaku. Točno tako, kot to. Ker ali nekaj poješ, ali nekaj na poti sem, sva nekaj oreščke jedla v avtu, pa to, ko sva se pripeljala z vaje, in je to super, ker se pač očedaš, ne, spucaš si zobe in vse to, in meni tudi higiena, ustna higiena dost pomeni in lažje govoriš, če nimaš to, če nimaš kaj med zobmi, lažje se nasmejiš, bolj svobodno in tako. Hkrati je pa itak pametno nitkat. Dajte nitkat. To je res, vsak dan pravi. Vsak let, ko grem hunikam izpuca zobe, enkrat na let reče. A nitkaš? Letos pa nekaj nisi nitkal, tam več 4 pa med 5, ne vem, sorry, bom. No, danes je že, sem na lastne oči videla, tako da bravo doma. Ja, sem. Ama dobro, jaz pa nisem, kaj pa jaz? Okay. V redu. V redu. Ne, raš? To je enkrat posojam. Ja, tega posojam že 5 let naokrog. Kot so to, te kulje. Ne, zaenkrat no prav.
uporabo, prej nisem tega uporabljal. Mhm. Tega imam sam zdaj, ker je poseben. No, meni je to zelo zanimiv predmet, tako da v studiu. Ja. Sem prej mislila, da si samo dobil reš, pa da boš pospravil. In Lara, tretji predmet. Tretji predmet je pa mali rubin. Čisto mali in to isto je povezano s tem, da ko sem sama okoli po svetu, hotelske sobe, ki včasih so take neosebne, pa malo tako nostalgije po domu in to pomaga, to daš pod blazino in ti pomaga, da imaš nore sanje. Nore to pomeni svobodne, ker rubin itak je tak kamen, ki pomaga za... Je za pogum. Eterična ženska se temu reče. A, eterična ženska. A ja, lepo, to mi je všeč, si bom zapisala. Eterična. A lahko tudi Ezoterična. Ali oboje. Ezoterična. Vse bolje kot čarovnica, ne? Ti si pa v bistvu taka princeska na zrnu rubina. Ja. Ne na zrnu graha. Mi je bolj všeč ezoterična. Kaj? Vila. No, in rubin je tak, tisti, ki ti pomaga narediti korak in da ostaneš v neravnotežju oziroma neravnovesju in ti pomaga, da greš v spremembo, ne? In tako imaš sanje, take sanje, ki so lahko svobodne. Sam to res deluje, ti posodam. Ampak nočem tvojega, hočem svojega. Kje pa dobim to? Mislim, a je... To za Avstralijo da prihaja. vzamem tvojega. A veš, je tako un kamen, Ja, ti ne smeš vsako čarovnico poslušati doma. No, vse to... Ki rečejo, ne, ti kot mojega kamna. To vsaka čarovnica reče, da ne smeš vsake poslušati, veš? Ja, moraš biti izbirčen pri izbiri. Veš kaj, če ti čutiš, da ga Prvo lahko... se spuci. Veš, kako rečejo? Rečejo, če ti začutiš, da je okej, je okej. Je okej. In kakšne so bile mogoče najbolj nore sanje? Ojoj. Ne, sanje pozabam. Kje pa upa to kle povedati zdaj? So res tako nore, da se zbudiš, recimo. Ne, ker so take pomirjujoče sanje. Niso te ne. To ti sam da pogum, da se osvobodiš enih strahov, enih stvari, ki te pač tiščijo, ne, to ti da, Na nek način, da razrešiš neke zadeve. Ja, pa večkrat, ker je pač rubin rdeč, oziroma ta rožnato rdeč in je povezan z pač ljubeznijo. Ja, so take bolj romantične, pa take passion sanje. No, zanimivo. Doma boš preveril, pa poročaš. Ja, passion sanje. In tvoj tretji predmet? Moj tretji predmet je pa tale ura. Analogna. Analogna, meni zelo ljuba ura, še navijati jo moram, tako da doskrat. Ne meri pulza, korakov, spanja. Ta meri tisto, kar vsi hočejo zavrteti nazaj. Samo čas je pa od mojega detka, pa ni zdaj neka posebna zgodba, da mi jo je dal ali pa karkoli, ampak vse veš. Tem, nekaj časa po pogrebu, pa to, pa čistiš stanovanje, pa tako, sem jo našel, spomnim se, da jo je nosil, sicer čist na koncu, ampak par let še nazaj, in jo zelo rad nosim in je nek tak predmet, ki sprva misliš, da se ne boš zlil z njim ali kakorkoli, ampak sem zelo hitro. V ene 2 dneh recimo sem se totalno navadil in mi je zelo ljuba in tako. In me nič ne moče v temi, ne vidim, koliko je ura, že najdem neko svetlobo nekje. In mi je zelo, zelo pri srcu. Imaš na nek način občutek, da te dedek spremlja, ko imaš to? Ja, ne ful, ampak mi je pa zelo mi je pri srcu, ker jaz imam več stvari od svojega dedka. Tako tudi... oblače si tudi si imel rekelc. Mislim, imam kakšen rekelc njegov, pa kakšne hlače sem dal zožati, pa tako par stvari, ki so res cool zadeve. Vem, da imam neke ladnene hlače, pa ene 2 rekelca, pa eno zimsko obleko, ker prosti, to je bila mura. To je bila una volna iz leta 86, ne vem, kaj je bilo kvalitetno, kaj je še zdaj fantastično, pa toplo v bistvu. Jaz sem zelo zmrzljiv človek in pa si mislim, kako je njim pri tistih zimah, da niso bili v polovarju, pulju z obleko, ta obleka je topla, je ful fina. Tako da take stvari rad nosim še. Tega se ne da več kupiti, ne? Ne. No, zdaj pa, ko smo pregledali tele zanimive predmete, pojdimo v sedanjost, zavrtimo uro naprej. Na oder prihajata skupaj z Luko Cimpričem komedija Agencija za razhode. Ja. Pa sem se malo takole doma spraševala, verjetno imate tudi vidva kakšne zgodbe. Vama bi kdaj v življenju prišla prav takšna agencija? Ali pa poznate vsaj koga, ki bi mu prav prišla? Jaz sem človek, ki rada živim
vse, kar se v življenju zgodi ali kar ti ponudi življenje, lepe in grde stvari in se mi zdi, da v vseh situacijah spoznaš sebe, spoznaš sočloveka in se mi zdi prav, da včasih, ko je težko, da greš tudi v to, kar je težko. Ne? Tako da meni se je vedno zgodilo, da sem šla v to sama, nisem domna poklicala, ima agencijo. Ali agencijo? A smo se odločili? Mislim, da je dvojna knjižna norma, da boje velja. Nisem te poklicala. Agencija za razhode. Je pa se vedno zgodilo, imam srečo, da sem dva taka bivša, ki sem bila dlje časa, z njima sta zdaj prijatelja, imata otroke in se družimo z družinami skupaj, s puncami novimi in tako naprej, tako da je super. In jaz mislim, da se je to zgodilo tudi zato, ker sem do konca živela tudi tisto, kar je bilo težko, ne. Take trenutke, ko pač človek mora reči, ok, tudi v to bom šla. Domen, kako pa je pri tebi s tem? Jaz tudi ne bi čez zares. Jaz ne vem, sem bil tako naučen ali kakorkoli, ali sem tak, kaj pa jaz vem, da rajš sam poskrbim tudi za neprijetne stvari, ki jih je potrebno sporočiti ali pa karkoli. Ne? Takrat pred tem, ko sem mogel kdaj prekiniti kakšno razmerje, jasno, trema, strah, nočeš prizadeti, hočeš ker nisem imel nekih katastrofalnih, toksičnih vez, ki bi potem komaj čakal, da grem ven. Ampak sem sebi najbolj zaupal. Ne? Ni bilo tako, kot v predstavi, ko v bistvu me najamejo, zato da pustim partnerja, partnerko v imenu njihovih partnerjev. Sem to si lepo rekel, da sam sebi zaupaš največ, ne, pri takih stvarih, ki so tako delikatne, tako intimne. Ne? Ja. Čeprav ne, mi moramo zdaj tvojo agencijo promovirati. Noben ne zna tega tako dobro narediti, kot jaz. To je poslovna ideja. Kot jaz, tako, ker sem jaz v svojem privat življenju to sam delu in znam improvizirati sproti. Lej, če se pa zgodi to, kar se dogaja v predstavi, jaz bi res priporočala, mislim, to agencijo, ker mislim, rata ena fajn situacija življenjska, ne? No, ker ravno omenjata, ne? Lahko malo razkrijemo tega zapleta, te komedije zmešnjav, ki se dogaja. Zmešnjava, ne moramo. Kaj bova povedala? Pa se nekaj lahko odkrijeva, ne? Kaj je glavna tema? Ljubljana. Ljubezen, kako? To je, jaz mislim, sem ljubezen na en način, ki... Zaplet lahko motor razgrijeva. Gre za to, jaz imam agencijo za razhode. In mene nekdo, ki ga ne poznam, jasno, najame, da pustim njegovo punco v njegovem imenu. Jaz pridem na dom in na mojo nesrečo, oziroma nesrečno srečo, je to moja bivša Flora. Ki je pač pred 6 leti. Samo zginila. Šla je. Kupila letalsko karto in šla v... Ghostala te je. Tako se reče, ghostala je res. Kako bi bilo pa to videli? Za mlajše gledalce. Kako je duh? Tiagostato, se kar porablja tudi te. Tiagostatala me je. Tako. In naletim na njo, ne? In zdaj jaz imam pač vprašanja, brez odgovorov. Jaz imam določena čustva še do nje in zdaj kako njej to razložiti, čim bolj kako z njo vzpostaviti stik, ga še skoraj vzpostavim, me preseneti tip, ki me je najel, ki si premisli in pride on domov. In me noče več pustiti. Ja. In on zdaj ne ve, kdo sem jaz, a sva prijatelja midva odprej ali nisva, a sem jaz ta tip, ki me je najel, on ne ve, kako jaz zgledam. Jaz ne vem, kako on zgleda, vem, da me je najel, ona ne ve, da je on mene najel. Jaz ne vem, da je ona njemu povedala, da on mene ni najel, ko me je najel, ne, in vse tako. Se vedno zgodi, da nekdo nekaj ve, nekdo nekaj ne ve, potem druga dva vesta. Res je, polomija informacije, ker vedno se zgodi, da dva vesta, en pa ne ve. In potem se samo to skozi menja. In vedno se nekdo skriva za neko resnico, ne? Jo prikriva oziroma. Vedno se nekdo zmišljuje nekaj. Tako, ja. Zdaj, kaj se na koncu zgodi, seveda ne bomo razkrili, me pa zanima, kaj bi rekla, da je glavno sporočilo mogoče te predstave. V prvi vrsti verjetno, da se pridajo ljudje malo zabavati, postavlja pa verjetno tudi nekakšno ogledalo družbi, ne? Ja, definitivno. Vse to je gledališče in tudi v tem primeru, po mojem, je življenjsko. Se dogajajo stvari, ki so zelo, mislim, lahko je tako ogledalo, ki reče, ja, tudi meni se to zgodilo, kaj bi jaz takrat naredil. Tako da tudi tukaj gledališče odpira vprašanje v tej komediji, ki človek reče, se bom samo zabaval in ni tak, mislim. Jaz na vajah imam dva kolega, ki sta
Smešno je. Veš, ko si prej vprašala, kako je bilo na vaji. Smešno. Pa te dopoldanske so itak, ti prekine jutro, pa to meglo v Ljubljani, pa vse tako, ampak večerna vaja. Spomnim mene, ne vem, včeraj ali predvčeraj, da je bloko, padaš v nek smeh in ne moreš nehati. Zato je kar ena ideja, pa nekdo dobi idejo, dajmo to tako narediti in ti da asociacijo na drugo, na tretjo, na četrto in na koncu ne veš več, kaj delaš. Včeraj nas je ona imela je vala v rokah in naj jo je streljala in midva sva delala in smo bili nek hollywoodski film neki. In na koncu sta bila mrtva oba in smo rekli, zdaj kako gremo naprej? Kako smo zdaj nadaljevati, če sem mrtva? Ne gre. Ne, ampak zares, meni se zdi, da eno izmed sporočil predstave je ne lagati, bodimo iskreni, komunicirajmo, pogovarjamo se, ker ena laž te zapelje v drugo laž, te zapelje v tretjo laž, četrto, peto in na koncu jih sam dobiš po glavi. Ker točno to, če bi ti prišel, pa bi povedal vse po pravici. Če bi jaz prišel, oprosti gospodična, če bi ti povedala, kar je bilo treba, koliko let nazaj? Prišel k meni domov. Koliko let nazaj? Ja, pa jaz nisem vedel, da pride k tebi domov. Jaz sem, da to ni tvoja. Ampak, zdaj lahko že tekst ponavljava. Pred nekaj meseci sem se vrnila z Grčije. Ampak, Kje imaš punčico? Kako pomembno je, da se na vajah da ven ta smeh, pa vse te mogoče situacije, ki grejo narobe, da se potem to ne zgodi, ko gre stvar za res. Jaz upam, da se ne bo zgodilo. Pa se zgodi. Čeprav jaz moram povedati, da mene v spominu imam najbolj smešno, kar sem jaz videla na odru, je, ko igralec se ne more zadržati in se začne in tisto je, pač postane človek, ne, in ti začutiš to in ne moreš drugače, kot da se ti smejiš zraven. Meni to so bile prav najbolj take cvetke prav v vsem, kar sem videla v življenju v teatru. Če se jasno to zgodi v sklopu predstave, ne? Ja. Če ni to zdaj, da se smeji nekaj, kar je nekdo rekel. Ne, to mora biti prav pristno v trenutku, ne znamo zgoditi. Če se zgodi nič, saj smo profesionalci, bomo šli naprej, ne? Pa se vam je kdaj v karieri že to zgodilo, da vam je ta smeh zapopadal? Ja, to se imate kakšna orodja, kako se s tem spopadati? Nas obrneš, pokažeš hrbet. Ja, in pa tako delaš. Potreseš. Ni, jaz sem imel pri eni predstavi, ki mi je kolega, ne bom povedal kdo, ampak piše se, rima se na... Ko sem imel en prazen list papirja in on mi je za njim peresom, pa nekaj Shakespearea smo igrali. Niti ni bila komedija, bil je Shakespeare, Romeo in Julija. In pa on kao meni nekaj napisal na to, da jaz vem, da je Romeo zbežal v Mantovo. Ja. Da je zbeži in on meni to kao napiše, jaz tako zvem in on je meni risal tam neke zadeve. Neke zadeve, ne bi povedal kaj. Ja, mi je risal nekaj, kar ne paše v Shakespearea, ne v tej meri. In jaz sem takrat bil zgrožen, ampak imel sem pa mikrofon, jaz smo imeli vada mikrofon. Ojoj, to še slab. Da moraš biti pihati. Ampak vem, takrat sem bil, dobro, mogoče mi malo me upravičuje, da sem bil mlajši, pa to, ampak jaz mislim, da sem rabo 15 predstav, preden sem to uspel zadržati. Pa še to je bilo odvisno, na kakšen večer me je dobil. Seveda. A vsakič kakšno novo presenečenje? Ali pa isto, pa je še vedno, ker se ponavlja in si misliš, in pa si jezen sam nase in ti, pustimo meni. Meni se je zgodilo in se vedno zgodi itak, da je nalezljivo, ne, da se tudi kolega, ki je zraven, se tudi njemu začne nekaj dogajati, ne pa se začne nekaj trest. Je pa res, da te vedno reši kolega na nek način. Tako da to je lepo tudi v gledališču, ne, da si skupaj v sreči, v nesreči, v težkih trenutkih, lepih in se zgodi, da te rešijo nekako. Seveda, pa izkušnja je, če imaš mikrofon, težje sam reče, čakaj, dihi. Še z mikrofonom. Znaš presoditi v bistvu, ne, po moje, ko imaš nekaj izkušnje, pa se tako znaš presoditi, kje je to fajn, pa zdaj pa gremo naprej. Ne? Ja, a je fajn, da se mal nasmejim, mogoče je to za publiko, kje se ustavim, kje je meja. Oziroma, čeprav takrat, ne vem, vsaj v mojih izkušnjah premiera, pa prvih teh par predstav, ko mogoče še nisi, siguren si vedno, ampak ko je malo še na začetku, pa tako je neka vlada, neka drugačna vrste koncentracija in je potem se to teže zgodi. Če pa kasneje, pa če imaš res veliko predstav, pa jih res skozi ponavljaš, greš pa z neko drugačno sproščenostjo v samo predstavo in se to lahko mogoče prej zgodi.
Ja, ker Ne. si sproščen in rataš spet Pa človek. včasih me recimo, ni ga kle Lukata, tako da Ja, lahko ja, ne pa govorim, povej, ne. kaj si hotel? Ja, Luka Cimprič, ne. Čudovit kolega. On ima te Katero svoje odsek? ogromne, on ima te svoje ogromne oči in on ima ta svoj izraz, zgleda kot en angelček, ki ga je Božja roka malo pošlatala in je tako in pride zraven in ti nekaj pove in te tako pogleda in te gre na smeh in pol on to opazi in gre še njemu malo na smeh in tam si pečen. Tam ne gre več. Tam je kot. Ja, pol pa se še hoče zresen, pa naredi, iz tega naredi, In je še slabše. in je še slabš. Ja, in si gotov. Ne. Zdaj, 3 ste na odru, 3 ste v teh situacijah. Koliko pa je dovoljene improvizacije? Je kaj pri tekstu improviziranja, vse kaj rešujete že zdaj na vajah, Ja, ali se doma- držite do zadnje vejce, pike? Domen skozi improvizira in jaz se jezim. Ne, jaz bi rekel, tako je, ne. Ko komedijo postavljaš, komedija je matematika. To je sonata, to je simfonija, kakorkoli. To je komad in rabaš vedeti, kje koliko note trajajo, kje je pauza, kje so samo violine, kje je Ritmično je zraven, bolj pomembno. ja. Da vse Vse je zelo pomembno, da ritmično štima. In zdaj še ni improvizacija. Oziroma, na vajah, ko sprobavamo, jasno, delaš improvizacijo, ampak potem, ko se ene stvari zmenimo, mora to držati, zato da lahko sploh vidimo, če je stvar smiselna, pa če ima ta prav ritem, pa vse tako. Eno strukturo je treba postaviti tako, da je čista, je pa res, da pri takih komedijah je fajn včasih iti čez, pa improvizirati, pa poskušati poti, različne poti. In tako da improvizacija je dober del tega, kako prideti potem do rezultata. Ne? Ja, pa to neke strukture, samo moje bomo pa z reprizami, bomo pa... Improvizirali. Polka bo postavljeno, ko bom jaz ziher, da vidva vesta, kva mora A to je, piči imaš svoje. prav. Kakšno vlogo pa publika igra? Odziva se verjetno različno od dneva do dneva, od kraja do kraja. Ja. Kakšno vlogo igra v tej matematični? Zelo pomembno. Ja, ja. Ja, sej to je zanimivo, ne, da pride trenutek, ko rečeš, ok, zdaj rabimo publiko, ne, ko reče igralec, rabiš publiko, ker pač ne veš, kako bo publika reagirala. Rabiš tudi publiko kot element vstaviti v ta ritem in v to simfonijo. Tako da nismo še tam, kmalu bomo rabili publiko, ne? Ja, najne par vaj imamo lahko še sami in potem pa, Okej. potem pa bomo. Ja, zato ker je tudi pri naši predstavi se včasih ta četrta stena, mi temu rečemo, nevidni steni med nami in med publiko, se razbije, ne? In včasih pač pogledamo kakšnega v publiki, da vprašamo, kaj si on misli. Ne to besedno, ne, ampak tako. Zato je fajn, ta komunikacija je vedno, publika je v bistvu, tudi ko se ne razbije četrte stene, je vedno soigralec na nek način. Ker ga tudi mi, tudi če bi dramo igrali, čutiš. Kako publika diha, ne, s Tako, tabo. In včasih rečem, wow, danes sem čutila publiko, danes pa ne, kje so bili. Ja, ali pa je težko, ali pa je neki... Pa odvisno od dneva, od atmosfere, od sonca. Tudi. Smo vsi ljudje, ne, pa smo vsi različni. Ja, pa tudi, kar se tiče komedije, pa tudi, ko moja izkušnja je, da recimo na Štajerskem, ne, če bom jaz, pa tudi, če sem Ljubljančan, pa če bom z neko dobrosrčnostjo pa na nek svoj način, recimo, igral Štajerca pri njih, se zelo znajo nasmejati temu. In kako Ljubljančan dela Štajerca in se znajo na svoj račun nasmejati pa tako. Ne, v Ljubljani ni tako. Če v Ljubljani zdaj napolno nekega ljubljanskega frajerja govorim pa to, ni tak odziv od Ljubljančanov. Ne, nam ni tako. Mislim, da ni tako fajn, ali pa mogoče nismo tako specifični glede enih stvari. To sem jaz ugotovil in na Dolenjskem tudi, ker pa ena druga kolegica pri drugi predstavi pa Dolenjko govori, kako se znajo pristno nasmejati svojim kapricam ali pa na svoj račun recimo. Ne? In to mi je zelo všeč, ta odprtost, ta širokogrudnost ljudi, srčnost, ki znajo sprejeti, ko jim postaviš ogledalo na nek način. Tako zelo avtoironijo, ne verjetno. Ja. Meni je zanimivo, ker te vsekakor preseneti. Meni se je zgodilo v Italiji, na turneji po Italiji in smo igrali komedijo in smo šli na Sicilijo. In smo rekli, wow, tle bo, ne, toplina, smeh, tišina. In mi smo bili, kako? Sicilija. In potem so razložili, da na Siciliji, tam v tistem mestu Palermo smo bili,
v teater prihajajo ljudje, intelektualci, ki se pač držijo in zato niso to te Sicilijanci, ki si ti predstavljaš topli, pa da te objamejo. Ne? V Milanu pa je bil smeh, misliš Milano, sever, veš. Tako da tudi to te zna Jaz sem presenetiti. pomislil, to v italijanščini igra. Ja, ja. Lara, si bilingvist. A se reče bilingvist? Ja, imaš 2 jezika. Ja. Dvojezična. Tako. Dvojezična. In ker na Siciliji imaš, ne vem, nekih 9 ali 12 ali celo več narečij, ne? Pa sem mislil, da mogoče če je kakšno narečje. A ja, Da sej to to se niso pa razumeli. Ja, v manjših, če grem v manjša mesta, se to zgodi, da Ja, ja, težko ja. razumejo. Tako, Tudi tako. to je res. Ja, Jaz tudi vedno vprašam, recimo v Prekmurju, pa tako ne, mislim, ne, da če smo se razumeli, jasno, razumejo oni tako slovensko, sam če prehitro govoriš Aha. ljubljansk, bo letelo mimo, ne? Ja, pa tudi ne začutijo tako blizu in mogoče jim ni tako smešno, ker je pač malo Ker je oddaljeno. oddaljeno, ja. Tako, ja. Zdaj, Lara, ti italijansko, slovensko tržišče, če primerjaš mogoče publiko, lahko primerjaš, je bolj odprta, zaprta, bolj... Ma to je res zelo odvisno od kraja, od posameznega kraja. Ne bi rekla, ker to se zdi najbolj, veš, easy, da rečeš Italija, pač Italija, wow, Mediteran, Slovenija pa ne, se bolj držimo. Čeprav se mi je zgodilo enkrat na setu, ne, sem bila v Rimu, sem šele začela in so mi rekli, ok, zdaj bomo začeli. In je, mislim, džungla je bila in oni kriči in oni se smeje in oni neki je. In pa reče 3, 2, 1 akcija. In v tej džungli reče akcija. Jaz sem sam stala. Naenkrat v naslednjem tejku reče režiser, poglejte, ne tako, vi morate disciplino imeti, poglejte, to je avstrijska, avstro-ogrska disciplina. In jaz sem takrat, ker jaz sem stala, pa čakala, jaz sem bila samo to. In sem rekla, ne, to je slovenska disciplina, ker sem pač, da sem izpostavila, da sem Si se Slovenka. zavzela za nas. Ne, vse se lahko zgodi in vse je res in vse ni res. Meni se zdi, da ljudje smo si različni in ful podobni povsod. Ja, kakršnakoli posploševanja. Je težko, ne, da bi prav etiketo dal. Ne? Ja, mislim, Tako da, ja. Kratkovidno je to v bistvu. Čeprav Štajerci so pa zelo odprti. So pa v glavnem srčni, to so moje izkušnje. Ne, če jaz Štajerca ljubim, dobro. Jaz sem lepo, da ne zameri. Ja. Moja mama je Slovenske Bistrice, ne, tako da ima malo tega, ne čisto mariborskega, ampak bolj tam Oplotnica, Slovenska Bistrica, pa tako, pa še združim to s kolegi, igralci, ki so Štajerci, pa ki smo bili skupaj na faksu, ne vem, ko gled. Te pa tako malo včasih, nekaj rečem, ne, teba. In ti ne zamerijo, če kaj. Ne zamerijo. Lara, kako si ti s slovenskimi nareči se kdaj kaj pošališ iz kakšnega... Lara tako dobro dolensko zna. Daj pokaž. Znam, primorsko znam. To vlada. To gre. Drugač pa kolego, kako se to reče? Kako se to reče? reče? Ste mi dali ali ste mi dal? Ja. Mislila, ja. Mislila. Pa rečem, ne reč mislila, ko malo papirnato zveni, ne, knjižno preveč reč mislila. Pa ona pa reče, dobro, mi dopade. Ja. Se mi dopade. Kako je to ta preklapljanje? To si mi, ki imamo samo en rojstni jezik, sploh ne predstavljamo. Ne? Ma to smo bolani, mislim. Schizofreno je. Skozi preklapljati in potem veš določene argumente, jih imaš boljše obdelane v enem jeziku, naprimer, ne vem, vse, kar se zdravjem tiče, a pa kar se skamni pazoli tiče, veš, da to te čarovnije pa to. In v trenutku, ko začneš govoriti, rečeš, tukaj sem na tujem terenu, to moram uporabljati tuj jezik, se ti zdi, da nimaš pojma, da sploh besede ne najdeš, tako da je kar naporno, ampak sem tega vajena. V katerem jeziku se je lažje razjeziti? Samo do italijanščine. Za me, tržaščina, to je še slabši dialekt, italijanski dialekt, mislim, tržaški dialekt. Tako da, potem sem se odločila, da svojima otrokoma, sem prav dvojino. Tako, super. Nimajo dvojine. Nimamo dvojine. Smo prišli na podcast, ne? Da lepo govorim. Govorim slovensko, seveda tako slovenščino, ki je meni komod, ne, da ne bom šla mislila, dons ali tako naprej. Ne, ne moraš tako govoriti. Je pa včasih težko, ker moj jezik taki prihaja z trebuha ali pa srca, imenujemo kot hočemo, imam porga mezerja, ko so ste facendo, ma ti prego, to bi govorila. Lepo, ne? Zanimivo. To te lahko nahruli, pa boš tako, wow, v redu. Ne, trening je skozi neki možgani delajo. Je pa lepo.
Pa potrebuješ kamen imeti pod poštrom, da se pomiriš, da te pomiri, Da se ne? sanje Rubin. umirijo. Ja. Zdaj, ja, pa igralstvo je vajno poslanstvo, sta pa igrala na odrih, na televiziji, sta tudi, ti si vodil oddaje, ti si bila sodnica v oddaji, različne Kateri? vloge, ne, Kje si bila? Znan obraz? Saj si prišel ti kot gost. Znan obraz ima svoj glas, a se ne spomniš? Aha, takrat so se tudi Takrat si vajne bila? poti Ja. srečale. Mislim, jaz bil gost, pa nisem bila takrat. Ti si- Ma seveda sem bila, imam fotko. Ti bom poslala. Še eno. Ja, bila si ti. Ma to mi vrača, veš, kaj se reka, da na akademiji ga nisem videla. Ti si bila gost, pa ti sodnik, ne presenečenja, ti žirant enkrat ne oddaja, ali si bila večjih oddaj? Vseh Celo oddaj. sezono. Bom tih. Ti samo enkrat. Bom tiho, ja. In vse te izkušnje, ne, če bi morala izbrati eno od teh umetniških dejavnosti, kje sta se najbolj našla? A da moraš zbrati? Ja, raje na odru, na Ja, televiziji. ne sramna, ne? Ne, težko je. Moraš Saj prav pa, zbrati, ja. ne, veš kaj, jaz sem človek sprememb, jaz rabim spremembe v življenju. Ker mi je zelo težko spreminjati, ker so mi pač vse všečene, stalne. In zato sem videla, da zafunkcioniram in da zaživim, ko gremo v cono neudobja. Se reče? Ja. In zato nujno rabim spremembe. In tudi pri tem bi rekla, rabim spremembe, ne mi znala zbrati, pa tam ostati. Ja. Mogoče zdaj, če bi zbirala, ker mislim, na odru z njima sem že preveč, ne, mogoče bi šla zdaj na film. Ti že gledala ven iz ušes. Ne, ni res. Lepo je, zelo lepo. Meni je, ja, jaz bi podobno rekel, to menjavanje žanrov bogatite, rasteš hitreje in boljše Izziv je. in ne, skozi. spoštuješ bolj vse žanre. Ne? Tako se je spremenil par ljudi, ki jih poznam še z akademije, takrat leta nazaj, pa so bili zelo korenjeni, to je umetnost ali pa to se splača, to je pa brez veze. Ne? Pa so pol tudi oni sami preko dela, preko kariere, preko življenja ugotovili v bistvu, wow, to ni, to je tako, kot recimo, klasična tragedija, komedija. Ne? Komedija je lahka, tragedija je težka. Ni res. Ne? Za komedijo moraš ti znati najprej tragedijo igrati, pa še z enim twistom zraven, da bo komično. Ali pa recimo umetniško delo, pa komeršal. Za komeršal je vedno tako gledal, komeršal je brez veze. Ma ni brez veze, ja. Komeršal je zagamano delati, izredno težko, kvaliteten komeršal. Pač slabo narediti je čisto vse, samo to nima veze, ali je stvar komercialna, ali je pač, rečemo, alternativna, ali pa pač umetniška. Jaz tudi vedno rečem, da ti svoje najboljše lahko daš v vsako stvar, vsak žanr, višji, nižji, veš, itak vse pride do ljudi. In če ti spoštuješ ljudi, za katere delaš, ker pač mi obstajamo, ker publika obstaja, ker drugače nas ne bi bilo, če ti to spoštuješ, boš vsako stvar, ki jo delaš, dal čim več od sebe. In kvaliteto iskal, tudi če mogoče se zgodi, da je niže, veš kako... Ja, da je nekaj, kar bi drugi... Jaz ne bi tako etiket dajala tudi temu, to je okej delati, ker je pač jaz sam vem, da sem recimo... kultura, to pa ne. Če ne bi imel priložnosti pa izkušenj, ko sva recimo z Vidom skupaj pisala scenarij za Slovenija ima talent, ne bi zdaj znal v naši komediji tako dobro kakšnih stavkov pozicionirati, ki mogoče pri prevodu se malo nerodno postavijo včasih, pa potem vidiš, a to je bolj, če te dve besedi obrnem, pa če to rečem na koncu, pa tako ne. Vse te bogati. Vse te nekaj nauči. Ja. Ma pa drugačne zakonitosti, če ne igrava na seriji, recimo, kot je bila rekla Ljubezni, če tam igrava, pa so 3 kamere, pa kje stojiva, pa kako nekaj rečeva, pa če sva na odru, recimo v Špas teatru, ki je dvorana za 400 ljudi, pa je ogromna, pa se more slišati do 19. vrste, tudi še 5, tudi nežen, pogrešam te, tudi karkoli. Pač je sam drugačna tehnika, ne, ki pa mora biti napolnjena z iskrenostjo pa z srčnostjo. Kako pomembna je ta iskrenost do publike? Vedno igrate vloge, se uživite v neke vloge, ampak v svojem bistvu pa moraš biti iskren, da ljudje kupijo tvoje igranje v bistvu. To pa vsakeč znova iščeš. V bistvu. Kaj pa, ko prideš res izpraznjen na oder, iz kje potegnete to energijo, ker ni vsak dan? Ljudje smo, pa se lahko zgodi, da ni ta pravi dan. Jaz mislim, da to pa ti da itak izkušnja, ti da eno šolanje, ti da orodja, kako se temu reče, s katerimi potem lahko tudi, ko je dan
se znajdeš. Ne? Ja. Je pa težko, moraš dvakrat več se potruditi. Samo včasih je, ko prideš iz prazna, ne, ste rekli, včasih je laže takrat. Aha. Ker ko si utrujen, prazen, brez nekih drugih občutkov v sebi, pa brez nečesa, si najbolj sproščen, si najbolj ti in si najbolj avtonomen in poveš res stvari, tako kot so. Ne? Sam je odvisno. Ker če si zares utrujen, jaz ne No, morem... če si energetsko prazen, pa utrujen, ja, je nekaj drugega, sam se veš, kaj pravijo. Utrujen igralec je dober igralec. To meni gre tako na živce. Ni res. Utrujen igralec je utrujen človek, ki rabi počite. Aha, to je prav rek. To je prav rek, ja. Ampak gre iz tega... Se pa strinjam, da nimaš kontrole, ne? In če nimaš kontrole, si boš svoboden in si upaš več, pa neke nove ideje se odprejo. Tako je, da smo ljudje naučeni, da imamo neke socialne jaze, ne? In če hočeš biti na odru avtorski in tako, se moraš znebiti socialnih jazov, moraš biti to, kar si ti. Ne pravijo, da ni dam, pa ni gospodov na odru. Moraš biti točno tak človeški, da si človek, ker potem dobiš pristne reakcije, pa organsko odzivanje in vse to. Čeprav jaz raje kot utrujen igralec, jaz sem se to naučila, ko sem se zašolala v Londonu na eni akademiji in je bil en tak super profesor za igro in je rekel, kovček imate, v kovčku imate in izkušnje življenjske, ki ste jih živeli, ker to, kar je on pravil, igralec mora živeti, tako da ne takoj 19 let takoj na akademijo, ne, pejte živeti, igralec mora živeti, mora znati, študirati, imeti vse, kar so ti orodja znanja, ker to je pač obrt. Ne? Potem pa vsakič, ko prideš na novo, kako se reče, igro ali nov projekt, ta kovček pusti doma. In pridi ti kot ti. Ne? In to mi ful pomaga, da vem, da kovček je, to obstaja, da vem, to imam, ampak ko stopim na oder, v novo produkcijo, kovček pustim doma, tako da vidimo, kaj se zgodi z Laro na odru. In kar je težko, ker večina ni lepo, ni pošteno. Ampak ogromno igralcev pa pride in že ve, kaj funkcionira. Že ve, kako on v tem bi lahko funkcioniral. In meni se zgodi, da, ker imam jaz pač drugačen način stopanja v projekt, se zgodi, da se počutim, jaz pa ne znam, jaz ne bom zmogla in vsi so dobri. Ker večina jih nekaj prinese, kar že ve, da deluje. Sej potem vsak ima svojo tehniko, ker potem tudi drugi mogoče potem probajo kaj drugače, pridejo pa že z eno kako bi rekla, z nečim, kar jim daje gotovost. Ne vem, kovček mi je všeč. Utrujena pa ne, grem spat. Kovček, ki ga sicer puščaš doma. Ja. In potem, ko pridem domov, ne, lep kovček, roza. Moj je roza. To je roza? Je usnjen? Ne, plastičen. Plastičen? Plišast. Če bi zdaj dobili te dva kovčka pred sabo in odprli, kaj vse se skriva, kakšne so to življenjske modrosti, izkušnje, kakšna pot je za vama. Če smo modri. Zdaj ne počutite še, da bi delila kakšne modrosti kar nekaj let na odrskih deskah in v igralskih vodah. Ravno to je lepota tudi najnega poklica, se mi zdi, da vedno, ko se ti zdi, da nekaj veš, pride nek projekt ali pa nek soigralec ali pa nekaj, ki te nečesa novega nauči in ugotoviš, da črna je lahko tudi bela, če pač luč drugače usmeriš. Vse to je lepo. Pa neka senca je lahko pač svetla, če drugače obrneš nek pogled, če neko vizuro zamenjaš. In to je lepota, da pravzaprav ni nikoli dovolj, nikoli ni vem, nikoli ne priješ do tega. Ker čim rečeš, to vem, to je tako, se lahko zakleneš malo, in mogoče ni tu prostora za neko rast. Ali pa nekaj mogoče. Ste si kdaj predstavljala, da bi upravljala nek poklic od 8 do 4, ki ni tak kreativen, ki ni pojdimo s tokom, Zdaj smo pred premiero in par dni pred premiero si jaz vedno želim, da bi to že sam nekaj v 8 do 4, pa da čao, pa nobenih mailov, nobenih več. Pa ste kdaj poskusila tak način življenja? Ne, nikoli. Ne, je zelo, mislim, naše vaje tukaj, ni to PR zadeva, pa da si izmišljujejo, da se imamo res fajn, pa to jaz se s takim užitkom vozem na vaje, omenjaš, ker je... To je zelo res. Res je fajn.
Imamo dober material, dobra, to je francoski original, komedija, agencija za razhode in 3 igralci in je tako fajn postavljen in mi se fajn zafrkavamo, da mislim, to sploh ni dvoma, da se bojo tudi ljudje. Ne, da smo privilegiranci v tem. Večkrat jaz rečem, da imam tako delo, mislim. Zelo. Ja. Jaz skupaj čakam, da gremo malo po Sloveniji in pa to igramo. Res, ker me prav zanima, kako bo točno to, kar smo se prej pogovarjali, kako se bojo ljudje odzivali pa vse to. Kaj pa če njim ne bo smešen, bo pa nam smešen. Mi se bomo fajn. Zabavali, kaj nas briga. Je to največji strah, da se publika ne odziva, da ni smeha tam, kjer ga pričakuješ? V tej predstavi ne. Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da je tako, ni šanse. Zdaj, ker kdor nas je še videl, ali pa režiser, Žiga Flajnik tudi, pa tako je, zabavamo se. In to, vsaj po mojih izkušnjah, je to lahko samo dobro. Poleg te predstave, kakšne projekte še imate v življenju, kaj vaju zaposluje? Boš ti povedal? Jaz se ne spomnim. Jaz sem pred kratkim imel prvo premiero v Špas teatru letošnjo, Obiski, ki vedno zvoni ob nepravem času, ki jo igram Sašo Polin Stošič. To je ena, že leta in leta s fotom, z očetom svojim igrava Boksarsko srce. To je predstava mladinska. 17. sezono. Igraš pa najstnika. A res? Ja, jaz igram 16-letnika še vedno. Imaš srečo, da si odkril ta eliksir. Mogoče pa to, ker igram to predstavo, da me to drži nazaj. Tako da to. Ja, pa načrtujem za pozimi, pa to še eno mladinsko predstavo narediti. A sam? Ne, še z enim kolegom. A ja, okej. Ja. Jaz sem pa imela premiero pred kratkim v Kopru, Ocean morje. Ivan Lobode režiral in je bilo super, taka bolj umetniška postavitev. Sem gledal, super je. In ta roman je eden mojih najljubših, ker to je iz romana Alessandra Barika Ocean morje, tako da mi je bilo prav užitek. Upam, da bomo še igrali. In imam en projekt, sam jaz vedno malo štrigasto, to držim v rokah, pa ne bi tako, veš. Šanti, že. Ne bi razkrila, veš, to, a se reče. Kaj, gre lahko še kaj narobe? Ne, ker veš, če držiš semenček, ki se daš pod zemljo, seme, ne smeš ga odkriti, če ne bo zraslo. Tako ga moraš malo čuvati, tako da imam tako občutek za ta projekt. Da vzklije, ne? Da vzklije, tako, ja. Se pravi, ti še niso odobrili pravic, jih še nimaš, da to delaš. Me rabim jaz se. Začara pa. Do konca leta vas čaka kar nekaj zdaj teh ponovitev, kje vse vas lahko vidijo. Po celi Sloveniji boste šli. Zdaj lahko rečem, že pač ta prve predstave, bojo Mengeš, Vrhnika, Primskovo, Portorož, Nova Gorica. Čez nekaj časa še Žalc, vse, kar je, povsod smo, Novo mesto. Ljutomera do Kopra. Tako je. In prav posebna novoletna predstava sem videla. Ja. Za novo leto boste skupaj. Bomo 2 celo, ja. Ali 3? 2, dovolj. 2 bosta pa dosti. Se ljudje prav radi odločajo, da nova leta preživljajo v gledališčih, sem opazila zadnje leta, ne? Da je to en tak poseben način, da se poslovimo. Tudi, ko sem bil zaposlen še v mestnem gledališču Ljubljanska, tam smo tudi imeli vedno kakšen musical ali pa kakšno predstavo. Špas teater ima tudi vedno za novo leto 2 predstavi, ker sta polni, totalno. Jaz sem samo enkrat za novo leto igrala. Srečnica. Samo enkrat se mi je zgodila. In je bilo fajn. In takrat nisem imela še familije, pa smo žurali potem celo noč. Kakšen je 31. december? Takrat kar pokličeš ljudi, ki že dolgo časa nisi slišal, se dobiš na pijači. 31. december kar cvrči vse po hraninu, po dobri hrani, diši vse. In tudi ljudje radi hodijo v teater, kaj to je tu pa včasih kakšna penica pol zapoje. Je malo drugače. Je en drug čas. Svet je lepši, Svet je lepši. Je pa verjetno december za vas igralce tak delaven pester, ne? Si ga vzameš oba meseca, november in december, si rečeš, to je naš čas. Takrat, kdo bo hodil julija v gledališče, kaj še dan zunaj bo vse to. Pa tudi mi julija ne bi hodili v gledališče. Jaz grem prav okrog. Ne bo v isti ulici ne grem. Je tako. Kdaj in kako pa si potem vzamete čas zase? Zase? Za svoje najbližje, za svoje radosti. Dajmo v primeru 7. novembra,
8. novembra je spet predstava, ampak do 7. zvečer ali 9. 8. tudi. Ja. Morava preveriti. Aha. Ja. No, ampak 8. zjutraj, meni zjutraj do 7. zvečer. Aha. Pa prijem teater, sem pa spet človek. Ampak ja, takrat si pa tako z škarjami zarežemo to je pa zdaj moj čas, pa sam zame pa to, če le gre. Kaj pa kakšno daljše obdobje? Jaz sem videla, da je zelo pomembno pri tem poklicu, sploh če si na svobodi, da se znaš si znaš, kako bi rekla, privoščiti en čas, ki ga drugače, ker imaš ta občutek, da moram reči ja vsakemu projektu, ki reče ne, to bom zgubil, če to zgubim, potem kako grem naprej. In imaš ta občutek na začetku. Potem jaz sem videla z izkušnje s tem tudi, da sem mama in eno je, če se rečem, ok, meni lahko ščipnem en kos, ampak otrokoma ne bom. Ne? In tako da se naučiš reči ne in se boriti za en čas, ki mora biti kvaliteten in mora obstajati, ne? Zase, za družino, za vse to, kar je pač pravzaprav življenje. Jaz sem se dolg časa, ko sem začel svobodo kot igralec, sem se nekaj časa kar slabo počutil, ker vem, da so moji kolegi bili na vaji, dopoldanski v gledališču, jaz sem bil pa prost takrat. Sem imel pa zvečer veliko predstav in sem rabil nekaj časa, da sem se znebil tega občutka krivde. Da ne delam, tako kot sem prej delal. Ne? Ker mi smo pa prosti takrat, ker načeloma ljudje niso lahko, ali pa delamo takrat, ko so ljudje prosti. Ne? Mi imamo čez vikend vaje. Mi smo zdaj že 2-3 vikende imamo vaje v soboto od 9 zjutraj do 3 popoldne, pa v nedeljo od 3 popoldne do 8 zvečer, recimo 9. Ne? In to pozabimo. Pos pa prej en četrtek dopoldne, pa imaš kar slabo vest, ko so ljudje v službah. Tu je ta razlika in ja, definitivno zaradi družine, ali pa, dobro, jaz nimam otrok, ampak pač enkrat, ko si 40, rečeš tako, ne bom zdaj delal pa skozi od jutra do sutra, pa si ne vzel časa za sebe, veš, da je zelo pomemben tudi počitek. Pa življenje, to, kar je ta profesor rekel v Angliji, v bistvu. Ne? Ja. Ker pol imaš izkušnje in pol veš, kdo si, kaj hočeš, česa nočeš in iz tega lahko ustvarjaš. Ja, lahko črpaš tudi ideje potem, ne? Ker se ti pač zgodi nekaj, kar ni samo projekt, tekst, črpaš iz nečesa, kar se je zares zgodilo, kar si zares doživel. To je zelo pomembno. Ja. Ne pa, da glumiš nekaj, ne? Zdaj, lahko vaju vidimo na odrih, kolikokrat vaju pa lahko vidimo, da pod odrom občudujete svoje igralske kolege, se rada usedete v gledališče, si pogledate kakšne predstave? Kdaj si bila nazadnje? Je zelo rada, zelo rada. Res? Zelo rada sem, kaj se zgodi, da ko ti si igralec, zvečer te ni doma, ne? Največkrat si zaseden in tako, ko imaš prost večer, ne greš v gledališče. Greš domov. Predvsem se pravim, ko postaneš mama oziroma oče, se spremenijo stvari, ne? Pogrešam, ker itak, da mi je všeč kolege gledati, ali pa tudi ne kolege, tudi kaj novega, ali pa na festivale, enkrat se spomnim, smo se mislim, na izlet hodili in tako, zdaj tega ni. So pa druge stvari. Jaz sem nazadnje gledal Ocean morje, ko smo imeli v Kopru tudi vaje, ki sta videla z Luko, oba sta v tej predstavi tudi, pa sem jih šel pogledat. Predtem sem Bodale gledal v Špas teatru tudi, ker sem imel slučajno opcijo. Ampak zares lani, prejšnjo sezono sem mogoče šel 4-krat si kaj pogledati, ker enostavno pa imam Žigolo svoje predstave, pa obiske, ki zvonijo v nepravem času smo imeli, pa tako. In ja, si frej, večer, 2 v tednu in ne greš, ne? Hoče biti frej mal. In je to malo prekletstvo našega poklica. Je res, ja, treba več gledati teater. Jaz imam še kupico vprašanj, ampak čas se nam je žal iztekel. Pa res. Kaj pravi ura? Kaj pravi ura? Že Žigola si omenil, pa Femme Fatale smo pa vzabili omeniti, same usodne stvari, usodno vidno. Kako je to v italijanščini? Femme Fatale, to je francoščina. Donna de Fatale. Kako bi bilo? Donna della Smer... Ne. Donna Fatale, ma ne, Femme Fatale. Dajmo uporabljati, ker tako lepo zveni po francosko. Okay. Tako da ja, nekako v tem slogu bi zaključila, ne, z mano sta bila Žigolo in Femme Fatale. Ampak čudovita Domen in Lara, najlepša hvala, da ste si vzela čas. Hvala tebi. Želim vam čudovito, nasmejano premiero in da nasmejete Slovenijo, ne? In jim date malo zamisliti tudi, ker je tudi namen gledališča. Hvala, da ste si vzela čas. Z veseljem, hvala. To je bil Showcast, hvala, da ste bili z nami.